spoštovane gledalke in gledalci, ljubitelji kasaštva, smetana slovenskega kasaštva v tretji točki sporeda, pokrovitelj Muralis Ljutomer, avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom nad 6500 evrov, dolžina proge, dolžina derbija 2600 metrov. Poglejmo, kdo je v tej falangi 7 udeležencev. Na štartni poziciji 1 od znotraj 2 Florko, do njega Jasa GL številko 3, 4 Dakot, 5 Rambo, 6 Lady Luna, 7 Joli GE in 8 Leonidas OZ. To so udeleženci, ali vidim tam težave za Joli? Ja, Joli bo sedaj morala priključiti težave za zmagovalko šampionata Slovenije. Joli, ki je štartala z veliko zamudo, štart je dan, ostali 6 konj je bilo na svojem mestu in mislim, da je prav z najboljše štartne pozicije dobro potegnil Florko, ne, Rambo z Brankom Sršenom na čelo, takoj pa prevzema vodstvo po nekaj 100 metrih Dakot z Milanom Žanom. Dakot, konj leta 2013, zmagovalec 23. slovenskega kasaškega derbija v Ljubljani z rekordom derbijem 1:17:6 je prevzel vodstvo. Dakot z Milanom Žanom, številka 3, Jasa GL diskvalifikacija. Jasa GL diskvalifikacija, Dušan Zorko že zapušča hipodromsko stezo. Dakot vodi dirko, do njega Florko. Dakot na vajeti Milana Žana, Florko vajeti drži v rokah Darko Sodec. Na notranji strani Rambo z Brankom Sršenom. Po zunanji strani Lady Luna z Renem Hažekovičem, v ozadju Leonida z Jankom Sagajem in Joli je priključila glavnini. Vendar, koliko energije je potrošila Joli GE z Romanom Jerovškom, da je ujela glavnino, kdo ve. Ali se bo seveda to na koncu negativno obrestovalo, kajti Joli je zamudila na štartu, nekaj galopa pred štartom in Joli se morala spraviti v red, sicer pa 2600 metrov, prvi kilometer 1:19:20, 1:19:2, prvi kilometer za Dakota z Milanom Žanom, ki sta po kakšnih 300 metrih prevzela vodstvo od Ramboja, ki je najbolje poštartal, in sedaj Dakot vodi dirko, na zunanji strani Lady Luna, na notranji strani Florko. Milan Žan, Dakot vodita tole dirko, na notranji strani Florko, Darko Sodec, ob boku Darko Sodcu in Florko je Lady Luna z Renem Hažekovičem, v ozadju sedaj Rambo z Branetom Sršenom. Dakot pa je prepustil nekako Florka na notranji strani, v ozadju še Leonidas in Joli GE, ki zaključuje šesterico. V zadnjem krogu smo, dame in gospodje, to še bo sila napeto. Kot da je malce tempo popustil, čeprav tempo Dakot je pospešil. Dakot je pospešil, kot da je Milan Žan predstavil višjo hitrost. Spremlja ga edino lahko Florko. Dakot v vodstvo, Florko s kakšno dolžino zaostanka konja in sulkija. Potem pa tam na tretji poziciji je Rambo, Leonidas, Joli. Številka 6, Lady Luna diskvalifikacija. Lady Luna diskvalifikacija, še samo 5 konj v konkurenci vodi Dakot z Milanom Žanom. Florko na drugi poziciji z Darkom Sodcem, na tretji poziciji je Rambo z Branetom Sršenom. Iz ozadja prihaja Leonidas in Joli GE. Ja, Dakot pa je, kot da pelje svojo dirko. Dakot je predstavil še za eno predstavo višje, kajti Florko je zagalopiral. Dakot kot prvi v ciljno ravnino. Joli je pričela s finišem po zunanji strani. Številka 2, Florko, diskvalifikacija. Dakot pa z Milanom Žanom z veliko prednostjo prihaja v cilj. Joli kot druga, Rambo verjetno tretji. Tako je, Dakot zmaguje tole dirko. Joli druga, Rambo tretji, Leonidas četrti.